Današnji nasvet se glasi: brcnite v rit samega sebe in bodite odkriti, ko razmišljate o tem. Vprašanje, ki si ga morate postaviti, je, zakaj izgledate natanko tako, kot izgledate. In da boste lažje dobili odgovor na to vprašanje, bomo pogledali nekaj primerov, kako se človeška telesa prilagajajo različnim okoljem. Kot prvo bomo pogledali kmetovalca, ki vsak dan 40 let dela na polju, kako izgledajo njegove roke. Če pogledate njegove roke, boste videli, da izgledajo zelo utrjene, učvrščene, primerne za delo na polju in za orodjem. Kot drugi primer, poglejmo, kako izgleda bodybuilder, ki 40 let trenira, se pravilno prehranjuje in dviguje uteži. Njegovo telo izgleda nabildano, se pravi prilagojeno temu dvigovanju uteži. Kot tretji primer, poglejmo nekoga, ki 40 let leži na kavču, v eni roki drži pivo, v drugi čips, v tretji pa cigareto. Kako izgleda njegovo telo po 40 letih? Četrti primer, poglejmo nekoga, rečemo maratonca, ki 40 let vsak dan pridno trenira, teče 30-40 km, se pravilno prehranjuje. Kako izgleda njegovo telo? Njegovo telo po 40 letih izgleda tako, da je suh, lahek in primeren za tek. Kako pa izgleda telo lubenice, ki raste na polju, na čudovitem soncu, na toploti? Velika je, sočna, taka, ki jo imamo najraje. Kako izgleda telo lubenice, ki raste v majhnem štirioglatem kozarcu po določenem času? Točno takšna je, kot je oblikovan kozarec. Torej, kaj imajo skupnega te zgodbe med temi posameznimi ljudmi in lubenicami? Da so vsi v določenem času svoje telo prilagodili okolju, v katerem so odraščali oziroma v katerem so živeli. Kaj pa je tista razlika med njimi, na katero lahko vplivate tudi vi? Razlika je v tem, da tisti športnik, kmetovalec in ti so imeli izbiro, da so se odločili za način svojega življenja, lubenica pa je ni imela. Torej, lubenica je malo smešna prispodoba, vendar vseeno. Tudi vi imate možnost izbrati si okolje, v katerem boste živeli, in če želite biti v dobri formi, ne pričakujte, da boste bili fit, izgledali odlično, se počutili odlično, delali boste pa to, kar počne kavčnik, ki 40 let leži na kavču, v eni roki s čipsom, v drugi roki s pivom, v tretji roki s cigaretom. To je bil moj tretji nasvet. Se vidimo naslednjič. Adijo.